svojo masko. Duša tukaj ne trpi zaradi izgube, ampak zaradi razpadanja iluzije, ne? Zanikanje sebe, to je ena izmed večjih preizkušenj, torej življenje v vlogi ega, ne? To je tisto, kar je najtežje. Mi smo imeli neko vlogo, da si pa zdravnik, pa si zdravstveni tehnik, pa si to, ovo. Ta moja prisotnost mi je nelagodna, zaradi tega, ker se pravzaprav po eni strani tudi spominjajo, kaj so sami v sebi zatajili, svojo dušo so zatajili, ne? In to je pa boleče. In če pogledamo pri Jezusu, oni so ga križali zaradi tega, ker se oni niso dobro počutili, če je on bil zraven, ne? In pa so ga pa ubili, so rekli, no, zdaj je pa laže, zdaj nas pa noben ne vidi, pa spet lahko krademo, lažemo, nabijamo banane, se pogovarjamo, kako bomo koga zaklali, koga izdali in tako naprej. Klasika, pač to postarjam, zdaj ta Jezus nam je vse zamešal. Enako je v cerkvenci, enako je z mojo prisotnostjo, vse narobe, kako je to neugodno, ne? Ampak to nisem jaz kriv, jaz luč imam, ampak se jaz ne bom niti več nazaj držal, jaz te bom po svetu, kakor je, zaradi tega, ker to je dobro za mene in za vse ostale, kajti to, kar gremo čez, je procedura, ki se dogaja na univerzalni in na svetovni ravni, torej na celi zemlji se dogaja proces prebujanja, in ko bodo ljudje ujeli, da jim nisem grožnja, ampak v pomoč oziroma za smernico, takrat se bodo stvari pa malo obrnile. In to je verjetno mesec, 2, 3, tako malo pogled naprej. Izguba vsega varnega je še tista stvar, ki jo mora duša dohvatiti, ko prideš do točke, ko rečeš, za vse sem sam, a ne, ko izgubiš vse tisto, kar je bilo varno, in status, in denar, in dom. Ta pravi, by the way, sistem se ruši, sistem se krha, ta njihova trdnost, ne, torej, bomo rekli, strukture oblasti, a ne, torej politika, pa sodstvo, pa policija, pa šolstvo, pa zdravstvo, vse to je trdnost, kap držali. Stavke javnih uslužbencev kažejo na krhanje te močne strukture. Mediji, ko je ura 12 minut do 9, ko je pa moj kruh se pa že spekel in zdaj je obvezno čas za eno čist prekratko pavzico, pa za male slikic, ki jih je Sabina pripravila. Jaz si pripravim še en čikec, pa smo zmagali, ne? Čakajte čas, pa lahko še preberem komentarje. Drejc je pa šel povedati dobro jutro, lepo pozdravljen, Tomek pa praviš vse dobro in dobro jutro. Itak da ja, hvala enako obema. Lepo ste razložiti, čudoviti ste, praviš Jana. Ja, Jana, vsako jutro od 7 do 9 se trudimo, za vikende od 8 do 10 se trudimo razložiti, da bi ljudem postalo jasno, da bi se ljudje zavedali, da bi ljudje zastopili. Jaz ne govorim ničesar, kar nisem doživel, oziroma kar ne razumem, ne govorim, kar pa razumem, pa z veseljem povem in lahko z lahkoto obrazložim, zaradi tega, ker imam stvari razdelane. Ker se pač s tem raziskovanjem ukvarjam že 4. leto, zelo, zelo aktivno. Ideja mi je, da to znanje oziroma razumevanje delimo naprej in da vas usmerim lahko na potke, ki so potrebne, da tudi razumemo, da je sobota velikonočna, simbolni pomen tišine groba, kadar umre ego, pa se duša še ni rodila. To je pasaža, kjer v tem trenutku po strategiji, ne po strategiji, po opisu nekje človek gre v sam pekel, v totalno temo pogledat. Tudi Jezus je to simboliziral, on je šel v pekel pogledat, ampak tam ni ostal. On je iz groba v nedeljo vstal, a ne? Kot spet simbolika, dvig zavesti in zaznavanje dušnega sveta, torej nekaj, kar nima telesa. Duša lahko živi brez telesa ali s telesom. Torej v tem trenutku ali s telefona, umaknem se malo od tega, da moraš vse vedeti, vse razumeti, vse spremljati, ugasni to malo, bodi ti prisoten sam s sabo, a ne? Zdaj grem jaz prebrati vaše, nič ne gre ven, ampak je treba narediti nekaj, odpreti se bolečini, odpreti vrata, prepihati, preluftati in stvari pustiti, da pridejo noter, ne? Torej dovoliti si čutiti, a ne? To je ta voljnost, odprtosti k življenju. In dokler ljudje se zapirajo, potem niso niti voljni, ker se bojijo bolečine, a ne? Pot, ki človeku pomaga, in to je z ljubeznijo. Zdaj pa mi smo rekli, ljubezen je pa tista stvar, ki jo moraš najdeti, ne zdaj to iskati v Štefki, Marički, partnerju, jaz ne vem kje. To je treba najdeti, moč ljubezni je treba najdeti v sebi in jo dohvatiti. In ljubezen nam je vsem v pomoč, ne v pogubo. Ljubezen je z drugo besedo Bog, je z drugo besedo visok
visoka frekvenca, o kateri se pogovarjamo, pa ne samo visoka, tudi visoka, visoka in tudi nizka frekvenca. Ljubezen je vse, ta frekvenčni razpon, od 20 pa do 1000, vse to je ljubezen, Svetličarna praviš Arkade, praviš bravo in Sabina dodajaš, da topla beseda zdravi rane, tudi tvoja je taka, Matej, in hvala ti. Naj bi tako bilo, beseda je človek postala, sicer je pa predtem vibracija in to vibracijo smo rekli, jo ujamemo in jo obesedimo, ker to lahko naredi človek. Galaktiki nimajo fizičnega telesa ali pa pač ne tacga kot mi in ne morajo z besedami. Zatorej si ti tisti, ki s svojimi besedami prevedeš ta jezik ljubezni v to, kar pač poznamo. In beseda ljubim te je eden izmed takih, bom rekel, besed, ki človeku premaknejo nekaj lepega. Torej, ljubim sebe, tudi to je tisto, kar tebe znotraj sebe premakne. In ljubim jaz mojo Lucy, in jaz ljubim naravo in jaz ljubim vse. Zaradi tega, ker sem skontal, da ljubezen je taka pač je. Ni ona zdaj tebe ljubim, tebe pa sovražim. Celo tako, če nekaj ne more zavibrirati z mano, se od tega odmaknem, ampak znotraj pa čutim pri človeku, pač to je tisto, kar čutim. Dejanje, praviš Sabina, tistega najlepšega v nas, sočloveku, je krepost in nesenčenje svetlobe, ki jo človek ima. Tako je. Načeloma je ta sistem senčil našo svetlobo, prej smo to pokarikirali s kamnom, torej daš seme v zemljo, ima vodo, ima temperaturo, samo ima kamen čez. In tako imamo mi znotraj sebe, z drugimi besedami, svetlobo in ta svetloba je bila strani sistema nam senčena na način, da so nam nižali stopnjo zavesti, s tem, da smo bili in ustrahovani, in zatrti, in izdani, in zapeljani in vse. Tako da ludila. Monika, praviš, hej, da tudi malo zamenjamo glasbico, pa gremo malo v en drug svet. Aj prav, kolele. Ne? Dobro jutro vsem v sobotno, velikonočno soboto, ki je sinonim tišine groba, ko staro ego zapušča miselnost oziroma občutenje, novo se pa še ni do popolnosti rodilo, mar ne? Tako da v tej fazi smo, V tej fazi smo in sobota ni to, kar umera, ni nič slabega, ker je čas, da se rodi nekaj novega. Istočasno pa želim vsem prijetno dobro jutro in užitke pri tem, kar počnete, konc koncev za hrano gre, kaj ne? Tle imamo duhovno, na mizo pa boste pripravljali pa tisto, kar telesu paše, mar ne po dolgem postu, kdor se ga je držal. Mogoče, da razumemo, kaj so tridimenzionalni konstrukti, torej iluzije stare zavesti. To so hierarhija moči, torej nekdo mora biti zgoraj, nekdo drug pa mora biti spodaj. Ti moraš ubogati in moč je zunaj tebe. To je konstrukt precej jasen, kaj ne? Iluzija tega je, da vrednost ti daje sistem in ne tvoje bistvo, torej ta tvoja notranjost. Drugi konstrukt je pomanjkanje in tekmovalnost, torej sistem nam pravi, ni dovolj za vse, če ima nekdo več, imaš ti manj in moramo se boriti za obstanek. Iluzija pa je, da je svet ločen in da je življenje boj, kar seveda ni res. Svet je združen in življenje ni noben boj. Boj imamo samo s sistemom oziroma s kontradiktornostmi, ki jih je v nas vcepil sistem in smo s tem dobili ego, a ne? Tretji konstrukt je kaznovanje in krivda, a ne? Če nisi dober, si kriv in vzgoja skozi sram, kazen ter represijo. Kjer pa je iluzija ta, da je ljubezen pogojena in moraš si ljubezen zaslužiti, kar seveda absolutno ni res, a ne? Konstrukt matrice je tudi to, da je čas linearen. Preteklost določa sedanjost, prihodnost pa je negotova. Iluzija, torej nisi ustvarjalec trenutka, ampak si žrtev časa. Ta beseda prihodnost je negotova, je zagotovo vzeta iz Biblije, torej točno današnja sobota. Ja, ne vemo, kaj bo jutri, ampak mi se pogovarjamo, da se rojevaš v tisto svoje bistvo. Torej, tle smo rekli, vera je potrebna, ne pa ne negotova. Zagotovo je najtežje verjetno točno to pregrizniti, da je
vse ok, vse tako, kot mora biti in ni nobene potrebe po strahu, vanju, po strahovanju, kaj bo pa pol od ponedeljka naprej. Ne? 5. konstrukt je dualnost, torej prav in narobe, ter dobro in slabo. Svet je ločen na nasprotujoče si sile, človeštvo se mora postaviti na pravo stran. Torej, mi smo tudi razmišljali o teh in reptilih pa ljudeh, pa tudi jaz sem rekel, imamo druga vrsta pa to, ampak smo ipak prišli do tega, da imamo da smo vsi del enega, govorimo o ljudeh rojenih z iskro, pustimo hibride, zdaj pa reptile, pa gensko spremenjene organizme, ki hodijo na 2 nogah, ki izgledajo kot ljudje, pa to niso. Resnica je zunanja in enostranska, pravijo, ampak to ni to. Resnica je znotraj tebe in resnica je tisto, kar se govori. Ne samo to, da ima zdaj na sodišču prav ali Janez, ali Matos, ali tožilec, ali sodnik. To je vse iluzija, dragi moji. Identiteta oziroma vloga je tudi 6. konstrukt ega, tridimenzionalnega sveta. Ti si to, kar delaš, in ti si to, kar si drugi mislijo o tebi. Če to ni iluzija, pol pa jaz res ne vem, kaj je. Ta komad bom pa pustil. Nekaj struktur tridimenzionalnega sveta smo že našteli, pa gremo naprej. 7. izmed teh konstruktov je to, da obstaja zunanja resnica, ki jo imajo avtoritete, mediji in religije. Kar povedo od zgoraj, mora biti res. Dvom je nevarna stvar. To nam sistem govori in iluzija pravi, lastna intuicija je manj vredna od zunanjih ukazov. Na radiju MTK pa se pogovarjamo točno o teh čutilih, ki so vezani na intuicijo. Vitalij, pozdravljaš Tamarčo, odlično se najdete tlele na skupnem radiju, se poznata Vitalij s Tamaro. Dobro jutro. Strah kot orodje nadzora je tudi del strukture tridimenzionalnega sveta, torej če ne ubogaš, boš kaznovan in če misliš svojo glavo, si nevaren. To je konstrukt, ki v bistvu je nam vcepljen v glavo od malega. Iluzija pravi, strah te varuje, v resnici te le uklene. 9. konstrukt tridimenzionalnega sveta je to, da smo ločeni od božanskega, da je Bog zunaj tebe in da je stvarnik sodnik in ne izvor. Iluzija pravi, nisi božanski, ampak si grešen in potrebuješ posrednike. Ja, grešen je sistem sam po sebi in je ljudi spodbujal v grešnost. Seveda zaradi zavisti, zaradi pohlepa, zaradi... kaj še? Še so stvari.
10. stvar je nepovezanost z naravo in telesom. To je konstrukt matrice, torej da je narava nevarna ali celo manj vredna in telo je samo orodje. Pozabljanje harmonije s stvarstvom je tisto, kar je iluzija, a ne? In skupna nit vseh teh prej naštetih tridimenzionalnih konstruktov je iluzija ločenosti od sebe, od drugega in od izvora. Sistem, ki temelji na kontroli skozi strah, sram, iluzijo in pomanjkanje ter lažno avtoriteto. Lovely is the night, a ne? Se tudi pogovarjamo o temi groba. Inteligenčni kvocient, emocionalni kvocient in spiritualni kvocient so trije kvocienti, ki skupaj sestavljajo zavest. Mnogo ljudi ima inteligenčni kvocient precej visok, a ne duha ne sluha o emocionalnem in duhovnem kvocientu, a ne? Torej, treba je vžgati vse tri in vsak od teh kvocientov nosi določen spomin. Smo v fazi, kjer se počasi spominjamo svojega dušnega spomina, ki smo ga prinesli na zemljo in smo ga ob rojstvu na zemlji pozabili, a ne? Ja, in če smo obdelali tridimenzionalni konstrukt, imamo tudi štiridimenzionalno zavest, a ne, 4. dimenzija zavesti. To pa je most med linearnim razumom in kvantnim srcem. Se začne zavedati, da obstaja nekaj več. Srce se odpre, a ne zaupa še popolnoma. Človek začne iskati, spraševati in raziskovati. Torej, 4. dimenzija je duhovna adolescenca. Ni več kot otrok 3. dimenzije in še ni dorasel 5. dimenziji. Pa smo spet, da je 4. dimenzija sinonim, bom rekel, velikonočne sobote, ko gre za tišino groba, ko se staro sesuva, novo se pa še ni rodilo, a ne? Ključne lastnosti 4. dimenzije zavesti so iskanje resnice in strah pred resnico, torej kontradiktornost. Človek bere, posluša, raziskuje, a se hitro ujame v teorije, strahove in polresnice. Zna se zgoditi, da postane ujetnik druge vrste matrice, torej duhovne matrice. Ja, to pa jaz dobro poznam, ja, tam sem tudi bil. Odpiranje višjim informacijam. Prvi stik z galaktičnimi vsebinami pride, kadar je človek v 4. dimenziji, telepatski uvidi, lucidne sanje, številčne kode, sinhronitete, lahko pa seveda to vodi v prebujanje intuicije ali v duhovno ego past. Mentalna duhovnost je tudi del te 4. dimenzije, torej razumevanje vsega postane obsedenost, povezava z višjim jazom pa je pretežno mentalna, ne utelešena. Torej veliko znanja, a še zelo malo notranjega miru. Sledi upor sistemu, ki še vedno gleda iz naslova ločenosti. Človek vidi, da je sistem iluzija, a deluje iz boja, sovraštva in nasprotovanja. Ogromno je glasnikov, ki so se ujeli točno v to past, kjer v bistvu imajo ogromno informacij, ampak delujejo iz sovraštva in nasprotovanja. Tudi sam sem bil tam. Lažni preroki in duhovni vplivneži. V 4. stopnji zavesti ustvarja 4. stopnja zavesti ustvarja magnetno polje pozornosti in moči, ki privlači ljudi. Tu nastanejo učitelji luči, ki še niso utelesili srca in gre za veliko nevarnosti duhovnega ega, manipulacije svetlobo in igra rešiteljev, a ne? In zakaj je 4. dimenzija tako ključnega pomena? Ker tukaj človek prvič prekine s starimi programi, začne poslušati svojo intuicijo in se vpraša, kdo sem. Začne gledati zunaj meja religije, znanosti in sistema, ampak še ne zna živeti iz srca. Ste kje ujeli point?
tridimenzionalnega in štiridimenzionalnega, ker se o tem veliko pogovarjamo. Zdaj pa lahko postavim vprašanje, je že kdo usidral se v srcu za parmej noter, da stoji človek zapičen v srcu noter, da je nehal deliti ovi, oni, da je nehal reči, zakaj so me izdali, to ni prav, ste že se pomirili sami s sabom, došlo je vreme, da se pomirim s svitom, da doživljam čim več trenutkov, minut, ur in dni popolnega globokega miru brez besa, brez jeze. Torej nič besa, ne besa, gre za frequency. Ne? Imate to? Kdo od vas je to v telesu tako za zares? Sem že 3-krat prestavil. Marjana, praviš, da ti je narava šepnila, da vsi, ki smo se odločili spustiti ego in se predati ljubezni, smo preživeli križanje, umrli, kar se tiče ega, in vstajamo, da smo vstali v ta pravi dušni steber. Torej, ta 4. stopnja zavesti, ta 3D, 4D, 5D, je nekaj umestno stanje, iz katerega te lahko suknejo nazaj v 3. dimenzijo. Lahko pa se vzcvetiš v lotusov cvet in se postaviš v steber 5. dimenzije in enostavno te 3. dimenzija ne more več čmokant. In nikogar ne obsojaš, ki je v 3. dimenziji, ujetnik 3. dimenzije, in prehod iz 3 v 5 ni enostavna stvar, ampak ni nemogoča. Najbolj noro pri stvareh je, da se je treba marsičemu, kar nam je dajalo občutek vrednosti in varnosti, točno tem stvarem se je potrebno odpovedati. Urška, praviš, da vse tako kaže, da si se usidrala, odlično, the best, to je to, kar gremo, kar usidrati, in dejstvo je, da se moramo zavedati še enega ključnega in pomembnega podatka, da človek, ki se usidra, stvari tudi razume. In taki jih razume, jih tudi želi, ker ideja je razumeti. Mi smo bili obsipani z informacijami, ampak to še ne pomeni, da smo jih razumeli. V svetu, kjer smo, recimo, bom dal za primer Trumpa, informacij cela bomba, kolikor češ, to je za znort, ampak kadar razumeš, zakaj se kje kaj dogaja, ti znaš iz tega izluščati, kaj je prav, ne samo tisto, kar želiš slišati, ampak ker razumeš iz tega štuka višje, in mnogim ljudem je treba pri tem razumevanju zelo nežno in nazorno pomagati. Jaz sem danes prav namenoma na Facebooku objavil vprašanja, vprašanja, ki si jih postavljajo ljudje v tem trenutku, kaj se jim dogaja z egom. In tako, pač pomagati, to je tista stvar, ki je mi smo drug drugmu res pomoč, in to se moramo zavedati, da smo drug drugmu luč, da se usidramo vsi, ker vsi pridemo do točke, ko se bomo mogli spraviti. Jaz verjamem, da marsikdo je zdaj sam v precepu, pa si misel, govorimo o teh, ki so globoko zaglajzali, na nizki stopni zavesti so delali genocid oziroma grešno dejanje oziroma ustvarili o sebi sliko, ki ni taka, kot so jo govorili. In mnogi ljudje se bodo tlele močno zazrli vase, in sem prepričan, da marsikomu po glavi rojijo samomorilne misli. In mi želimo tem ljudem, ki se jim dogajajo samomorilne misli, povedati, da ni to konc sveta, da komot preživimo, samo je treba odflikati stran in biti zraven sebe, zraven teh ljudi tudi svetilnik, neke vrste rešilna bilka upanja. Marjana, praviš, da smo vsi iskali rešitev zunaj sebe, in šele ko veš, da si rešitelj samo sam, si svoboden. Ja, ti si tisti. Jezus je rekel, ne morem vas jaz čez peljati, vam pa lahko pokažem, kako to gre, in ne boste umrli. Res ne boste umrli, čeprav mogoče na ven tako zgleda, ne boste vi nič umrli, vi ste večna bitja in vstali boste od mrtvih, ker dejansko smo bili mi neke vrste na pol živi,
v zadnjem času vidimo, kako se zavest pri ljudeh, ki so imeli nizko zavest, še niža in izgledajo tudi fizično temu podobno, torej telo izraženo navzven, ta zombifikacija. Jaz se 3 leta trudim, da ne bi do tega prišel, ampak je zaradi tega, ker očitno mora vsak priti do svojega prenešenega križa, vsak mora priti do svojega pepela in šele iz pepela se dvigne duh Feniksa. Sej je vse povedano z vseh kotov in strani, zdaj kdor ne razume, je samo to, da pač noče razumeti. Je povedano na res milijon načinov že, ne? Vitalij, praviš, slavimo vstajenje vsak dan, ogromno darilo in premalo, da bi bilo to le v teh prazničnih dneh. Ja, Vitalij, mogoče si malo kasno prišel. Mi smo se pogovarjali, da je lahko vsak dan vstajenje, ampak vstajenje narediš samo enkrat, ne vsak dan. Vstajenje človeka je tisto, kar je potrebno narediti enkrat v življenju, iz življenja, kot smo ga poznali z naslova ega, ko ego umre, križanje, frderbanje tega, zabit, da se ne bi slučajno, zakurt in potem ustane zavest. Duša začne živeti iz sebe in ne iz naslova ega, tako da ni potrebno vstajati vsak dan, ni to treba narediti samo za veliko noč, je pa energetsko veliko bolj ugoden čas za vse, ljudi tega sveta, ki želijo stopati na pot resnice. To pa je, ta čas pa je ugodnejši, tako iz tega naslova je mogoče ta velikonočni čas. Poleg tega, da se mi danes pogovarjamo o soboti, pa ne samo mi, da se pogovarja po svetu veliko ljudi o velikonočni soboti in na tak način kolektivno dvigujemo debato o isti stvari, torej o tišini groba, torej o tem svetu, ki še ni do konca razpadu, torej ego in duša sama sebe še ni začela živeti, veš, da se želiš od ega posloviti, dušo pa bi rad užgal, pa še ne veš kako, pa še ne zaupaš preveč, ker je to veljalo življenje, iz duše je veljalo kot nekaj šibkega, nekaj to duša, pa nekaj, pa ljubezen, pa dejno, da dobrota, pa empatija, dej, to ste vsi papki, tako so nam rekli. Sam duša in ljubezen ima bistveno večjo moč, kot jo lahko premore ego. Ne? In tudi poznamo, kako ego deluje. Mar ne? Sabina, pa dodajaš, da si mogla... Vitalij, ti pa vsak dan umreš z nekim prepričanjem in rodiš novo drugačno. Zanimiv, viš kako imamo drugačne poglede. Viš pa Jezus pravi, da je samo ena pot. Da se samo po njegovi poti pride. Tako da zanimivo, da imaš ti drugačen pogled na to situacijo. Da v bistvu, kako zanimivo. Mogoče s kakšnimi rezultati tudi pokažeš te svoje trditve, recimo. Ker to, kar ti opisuješ, bi jaz rekel, da je to rast. Da je to osebni razvoj. Ti rasteš. Ne, da umre neki znanje od včeraj, razumevanje od včeraj pri meni ni nič umrl, sem nadgradilo se je, ne? Povezalo še več puzzlami, kot jih je bilo včeraj. Tako da ni to zdaj, da umirajo stare prepričanja. To je enkrat umre za vsele in čao, tam se samo še nadgrajuješ. Tako da bi mogel imeti mogoče kakšen bolj oprijemljiv še izkušnjo, recimo, lastno, a ne? Ker jaz sem tudi se odločil, da po lastnih izkušnjah delim stvari, ki se seveda sovpadajo z vsemi temi, ki so šli čez, ker Devin Townsend je isto rekel, you must die a little, a ne? Pa je tudi Freddie Mercury rekel, mama, I just killed a man, a ne? Pa je Freddie Mercury rekel, ne Freddie, Bob Marley je rekel, emancipate yourself from mental slavery, se ne osvobajaš suženstvo vsak dan znova, ker to pomeni, da bi zvečer spet v novo suženstvo padel, a ne? Torej si se enkrat osvobodil suženstva in si frej, in čau regaci, ne? Potem pa se začne novo življenje, a ne? In to življenje rabi nekaj časa, a ne? A ni to tako, Vitalij? Ali sem narobe? Čakaj, grem pogledati, če komentarčke nazaj. Večkrat sem morala sama v sebi umreti, da danes stojim trdno zasidrana, v resnici hvaležna. Ja, se pravim, umirajo stvari in pol enkrat pride do točke, ko umre vse. Ne?
Enkrat gre partner, enkrat gre otroci, enkrat gre starši, enkrat gre prijatelji, enkrat gre služba, enkrat gre avto, enkrat gre ego, čisto do konca. Pol pa niti več treba nič. Res je težko opazovati ljudi, praviš Marjana, kako žalostno izgledajo. Pošljem jim misel, lepše se da živeti. Veš to? Lepše se da živeti, ja. Ja, v bistvu je dovolj, da jim pošljemo ljubezen, da jo začutijo, ne? Da začutijo tisto, kar v bistvu zaterajo. Izdali so sami sebe svojo ljubezen. Ne? Tako da res žalostno izgledajo, jaz jih tudi več ne obsojam. Sem en čas imel tudi v glavi, me boli me kiki zanje, 1000krat sem jim že povedal eno in to isto, pa ne gre, ne. Odpustiš, mislim, enostavno. Želim jim dobro, vsem, milijonkrat povedano, želim vse dobro, vsem resnično, ampak ljudje v bistvu hočemo, tudi jaz sem hotel te stvari z mentalom razumeti, ampak vidiš, da nimaš ti ljubezni med sabo in tistim, kar imaš rad, sploh ne moreš z mentalom razumeti. Tako, ker ne moreš opisati orgazma, pač ne moreš ga, občutiš ga, enako je z ljubeznijo. In teh občutkov niti jih ne rabiš razumeti, ker je super, da jih samo občutiš. Kaj točno je kundalini, kako se ga proži, to je občutek, občutiš ga. In tvoja naloga in naša naloga je poravnati vseh 7 čakr. Zdaj, tle GPT lepo pomaga, kako uskladimo čakre, kaj pomenijo blokirane čakre, blokiran pretok na čakrah. A vas zanima? A ćemo malo čakre obdelati, a ste za? V svetu, kjer se dogajajo igre skrivnosti, je treba najti le sebe in s tem Boga. Ja, je vse izgubljeno bilo, predvsem smo izgubili sami sebe, zatajili smo se zaradi grehov, ker smo se lagali, ne, ker smo v bistvu skrivali, ker smo tudi ukradli, ampak jaz nisem tega nič naredil v primerjavi z milijardami ljudmi, ki so šli v tako mogoče stvari. Ja, tle smo še vprašali, kva je Janez pa slabega in spornega naredil, a vas to zanima, gremo v ta program današnji. Ja? A ćemo narediti samo eno čist prekratko pauzo, pa je. No ja, ljubezen je most med svetovi, tudi to sem si zapisal. S tridimenzionalnimi konstrukti se ne borimo, ampak jih prerastemo. Pa še ena stvar, nehajte se primerjati s komarkoli in nehajte tekmovati. Nikoli ne primerjaj sebe z drugimi, ker lahko postaneš ogorčen ali ponosen. Tvoj otrok je najlepši otrok, dokler ga ne začneš primerjati z drugimi. Tvoj partner je najjači, dokler ga ne začneš primerjati z drugimi. Tvoja sreča je perfektna, dokler ne začneš tega primerjati s srečo drugih, ki pravijo, jaz sem srečen, ker imam večjega Mercedesa. Ne? Torej, ne primerjajte se z nikomer in z ničemer in imejte občutek, Lucy! Jaz sem uredila zunaj situacijo, policije ni, moram pa jaz za vse sem sama, veš, to nama, tudi ta situacija. Lucy! Jaz sem prišla nazaj. Ona tudi čuti energije, ona ima tudi senzorje, zelo dober. Pridna si bila, pa ne rabiš nič zunaj urejati, vse v redu. Ja, nizka energija je šla mimo, pa sem jaz mogla to pol urediti. Jaz to vse na delec začutim, zato ko imam senzorje. Kar tle noter poišči prostorčka, tam pod pečico. Ne tle, ven, tle, ne ven, sam tam prostor poišči. Tako, da te imam na oku, tako. Pridna si bila. A sem videl vse zmenila. Dobro, kaj vas zanima? Še kaj? Gremo čez čakre, gremo čez napačne odločitve Janša, ali gremo čez stvari še o soboti, ali gremo opisati 5. dimenzijo? Kaj bi vi? Ajde, to vas pa moram zdaj malo. To smo obdelali. In kaj stvari smo obdelali? Še 5. nivo zavesti bi lahko obdelali, pa ni potrebe, to, kar znate tudi sami. To o soboti pa o Bibliji smo, in kaj stvari smo danes obdelali, veste vi to? Evo, ne bom več skrival svojega najtišjega daru, pa ne bo to. Tanja, ti bi vse, ja, sam ne mogu bako i žvaku svoje odjednom na dan, tako puf, ne gre, ne. Vse je ogromen vsebin, tudi se mi zdi, da so te oddaje zadnjega, recimo,
meseca, se mi zdijo, nekaj lepo čakaš, se mi zdijo vrhunske, vse to imate na YouTubeu, vse oddaje so krasne, sicer nekateri zaznajo, da sem dobra glasba, pa sploh ne vejo, kaj sem povedal tekom. Vsem svetujem, da napišete kakšno alinejo in da si tudi sami preštudirate stvari prek ChatGPT-ja, da vam bo razložil stvari, kot je vam najbolj razumljivo, ker to je vse skupaj posplošeno, kar jaz vam devam. Upam, da je to najboljše, pa sem lahko tudi v zmoti, ne morem reči, da je to najboljši pristop, ker drugače se pristopa k prvošolcem kot petošolcem, kot unim na magisteriju. Pač upam, da je to najboljši pristop. Dejstvo pa je, da jaz ne bom več skrival svojega najtišjega daru, to pa sem se odločil prejšnjo nedeljo. Dolgo sem verjel, da moram govoriti, da me slišijo, delovati, da me razumejo in se dokazovati, da me spoštujejo. To je bilo malo v meni, absolutno. Ampak zdaj vem, da moj najtišji dar ni v tem, kar povem, ampak v tem, kar sem, ko ne govorim. V meni je prisotnost, ki ne potrebuje nobenih pojasnil. Je mir, ki se ne trudi, da bi kogarkoli prepričal, in je svetloba, ki ni za predstavo, ampak za prepoznavo. Ko sem resničen jaz, se zidovi v ljudeh začnejo topiti, pa ne zato, ker jih jaz spreminjam, ampak ker jaz ne sodim. To je zelo močna stvar, kako ne soditi. To sem tudi jaz imel kar zaplet, kako ne, če mi je pa to naredil. Mislim, dajmo malo to rešiti. Pa ni, pa ko ugotoviš, da sem stopnja zavesti, je stvar bistveno bolj razumljiva, razložljiva in v bistvu konec koncev logična. Ne bom več skrival svojega daru, ker sem dobil krono, kdo mi je krono popahnil, Marijana pa zlala si eno krono, hvala vsem za vse. Ne bom več skrival svojega daru, ne bom več prikrival svoje tišine, svojega miru, svoje prisotnosti, ki zdravi, in to brez dotika. To je moj ogenj, to je moj odgovor, to sem jaz, brez maske in brez potrebe po vlogi. Če se tudi ti kdaj čutiš, kot da tvoje tišine nihče ne sliši, verjemi, tam je tvoja moč, tam je tvoja modrost in tam je tvoj klic. Zato stojim v tišini zdaj, ne da govorim, ampak da te spomnim, kdo si, in to je dovolj. Mnogi ljudje pač mene dojemajo iz naslova zavesti, ker jih v njih nekaj se prebudi, nekaj se jih dotakne, nekaj jim zveni domače, tako kot meni domače zvenijo galaktiki, kot mi določena glasba zveni domače, zaradi tega je glasba, ki jo od mene dobite, tista, ki vibrira z mano in mi je domača, in dostakrat sami zaznate, kakšno glasbo prekinem vmes, pa rečem ne, ni narobe pa šla, ni ta prava. Torej že več ne rabim poslušati pa analizirati zaradi tega, ker pač to zavest na nezavednem nivoju moji senzori, pač o katerih se pogovarjamo, ta čutila zaznajo. Mnogi ljudje pa mene gledajo iz naslova zavisti, v kontekstu sploh ne zastopam, zakaj, mislim zastopam, ampak zdaj človek sam po sebi ali ima zavest ali pa ima zavist, in zavist je bila tista stvar, ki je ta svet pelala, da so ljudje delali več za sistem, da so dobili več, da so grešili več, da so dobili več, torej ta zavist je tista stvar, ki je bila v bistvu tudi ena velika rak rana, ki je seveda lastnost ega, in ego ima to zavist, in od zavisti bi se morali ljudje ozdraviti, ne od depresije, od zavisti. Kako se zavist ozdravi? Treba je znati občudovati brez potrebe po primerjavi. Pa smo nazaj na tistem, kar sem prej rekel, ne primerjajte se z drugimi, lahko občudujete sončni zahod, pa ga nimate možnost primerjati z ničemer drugim, zaradi tega se svetuje občudovanje ptic, občudovanje narave, oblakov in tako, zaradi tega, ker jih ne moreš primerjati. Čim opazuješ ljudi, potem začneš primerjati, ja, jaz sem boljši, Turšič v bistvu ima nekaj, ampak kaj mu pa to nuca, ker on pa pač še vedno je, bom rekel, ne dokaže, s kakšno jahto ali kaj tacga, da je to res to. Pač merilo v tem svetu je denar. Jezus ni dokazoval z jahto, ampak je dokazoval svojo pristnostjo, prisotnostjo ter ljubeznijo. Zdravljenje zavisti je možno tudi na način, da dvigneš vibracijo z radostjo in ne s tekmo. Torej, da greš na Triglav zaradi tega, ker greš rad, pa ti ni treba niti na Triglav, že Šmarna gora je čisto dost,
Pa ne zaradi tega, da boš tekmoval z nekom, kdo je prej gor, pa koliko je kdo gor uspel si prvoščati ali kosilo, ali sankavico, ali nič. Torej, ne tekmovati z nikomer, torej, dajte uživati v stvareh zaradi sebe, ne zato, da bi vas kdo videl. Jaz sem na jezeru užival 2 leti tako kot norc, ker sem mislim, v naravi sami po sebi, ne? Ali pa slivnica je tudi super, drži. Hvaležnost za vsak svoj korak. Mnogi ljudje imajo občutek, da grejo prepočas, pa tekmujejo, ja, pa jaz sem tle, Turšič je pa tam, zdaj Unija tam, sem Unija še tam dol, jaz sem pa že bolj hud. Vsak mora poskrbeti za svoj korak, da mu je danes uspelo obdržati nivo visoke vibracije, ne glede na poizkuse, da bi kdorkoli zbil vibracijo. Ne? Torej, jaz se srečujem na dnevni bazi z ljudmi, ki skušajo zbiti mojo vibracijo, ampak jo ne. In jaz sem bil vesel vsakeč znova, ko mi je uspelo obdržati vibracijo. Tale stvar me ni vrgla s tera. The best. Neka sem jaki, pa ta tudi ne. Pol pa me ena situacija prišla, ker pa sem tudi jaz padel, ampak sem si rekel, naslednjič pa ne boš. In pol je kozmos, univerzum rekel, ja, bova videla, če si ti čisto zares mislil, bova dala še en preizkus, ne. In smo dobili preizkus, ne, in smo dobili še eno krono, hvala lepa. In 4. stvar, ki je pomembna za zdravljenje zavisti, je zavedanje, da kar občuduješ v drugem, je klic tvojega lastnega potenciala. Kar občuduješ v drugem, je potencial znotraj tebe že zapičen in torej to je njegov klic. Če se na njega prav odzoveš, rečeš pa odlično, če je on tole dosegel, pa lahko jaz tudi. Ne? In to je to. Praviš, Monika, da na takih poteh je pomembno, da vsak korak narediš s spoštovanjem do narave in ne za rekreacijo. Prideš nazaj s polnimi baterijami, tako je. Vsak korak bi mogel biti vdih narave, pa ker smo prišli glih do vdiha, to ni zgolj konzumiranje kisika, CO2 in etra, gre za vdih frekvenc, to je energije. In ko greš v naravo, dihaš drugačno energijo, kot jo dihaš v supermarketu, drugačno energijo vdihneš v sebe, kot praviš, nafilaš se z baterijami, nafilaš si baterije, ko hodiš po naravi. In to je to. In greš na lokacije, kjer je višja zavest, valjda, če hočeš se nafilati baterije, valjda boš šel rajš v Kranjsko goro kot na Jesenice, ne? Ali pa boš šel raj sedeti za Savo, kot pa noter v Trbovlje, ker je težka energija noter, ne? Zastala je v času in tako. Ne? Torej, moraš smiselno izbrati, kam boš šel po več energije. Cerknica je top, pa Bled in Bohinj, čeprav za Bled zaradi turizma je to malo težje. Imamo Kranjsko goro, imamo tale, kva je že, Veliko planino, pa imamo še teh stvari. Ko drugega vzpodbujamo, smo zagotovo na pravi poti srca. Absolutno, to je tudi pokazatelj drugega vzpodbujati na poti. Vsak korak, ki smo ga prehodili, je lahko nekomu vzpodbuda, ki tega koraka še ni naredil. Ne rabi biti to zdaj med tem dokazal milijon korakov. Tako da jaz že 3 leta plezam po tem zelo aktivno, pa so moji koraki izpred 3 let nekomu pomagali, kot pomagajo tudi danes. Torej, tudi takrat sem pomagal, pa nekomu na nekem drugem nivoju. Jaz nisem vedel, da je to zaradi zavesti. Jaz sem samo hotel pomagati, da bi razumeli ljudje. In Marjana, dodajaš, da namesto zavisti vklopi občudovanje in hvaležnost, da ti Ata pripeljal tako osebo na pot, da lahko občuduješ v njej, in da seveda tudi prepoznaš, kje je ego in kaj je ego in da to odmikaš, gledaš skozi ego. Človeka dajte probati pogledati skozi ego. Ego dela, ko sem hud, ti ga pa mimo teh ropotarnic pogledaš, pa vidiš noter in ranjenost, stvari, ki jih skrivajo in mu lahko na osnovi tega pripelješ kakšno vprašanje. Monika pravi, da spomnil lince dobila. Ja, to se pa kar precej pogosto dogaja. To pomeni prisotnost energije, torej, bom rekel, sinhronosti energije, in mravljinčenje je nekaj zelo lepega in je, bom rekel,
start point do tega, da se ti mravljinci pojačajo in preidejo v kundalini, torej to pomeni, da imate že določena čutila. Mnogi ljudje ne čutijo smrkla, da jim iz nosa leze kapljica, med korono niso ne vohali, ne čutili, ne nič. Mnogi, jaz ne vem kako, nisem statoveran, ampak imam občutek, da ne čutijo bolečine, da se lahko celi pobarvajo, to mi je nedohvatljivo in tako naprej, a ne. Eni padajo z rolkami, norci, pa si rečeš, pa dobro, ker tebe nič ne boli. Ne? Tako da, če imate občutenje mravljincev, to pomeni, da ste že na dobri poti, da se v bistvu imate potencial na dobri poti, da se to upgrade na veliko boljše stvari, ki pa jih doživljate izključno sami sabo. Ne? Torej, tako bom rekel, mravljinci, ki vsaka celica tako naredi. Praviš, Polona, da so tebe trgovine vedno izčrpavale. Ja? Ko sem bila pa v vezi z narcisom, pa je bil to moj varni prostor. Ajde, ne me zezat, prav tako, dolgo sem rabila, da nisem več trgovino dojemala kot varni prostor in danes sem prišla do tega. Marička, viš, kakšno noro spoznanje, da me spet izčrpuje in zato vem, da sem na pravi poti. The best, nora situacija. In čist razumljiva, ker je bila situacija z narcisom je bila toliko izčrpujoča, da je bila štacuna še super, ne? Ja, vidiš, tam si tudi pobrala drugačne energije, oziroma, ki so bile celo boljše od tega, kar si imela doma z narcisom, ne? In jaz imam en recept za vse, ki ne marate štacun, tudi jaz sem tak, mene to, če me raztrgat, sploh imam z določenimi štacunami, jaz prijem not in sem nemudoma živčen. Opazil sem, da so to trgovine, ki so večjega formata, kjer v bistvu zgubljam čas s tem, da iščem po policah tisto, kaj sem hotel, pol mi te izdelke še zamenjajo, to neke trgovske fore imajo, verjetno veste, o kom govorim. Ampak ugotovil sem, rešitev zame je, napiši na listek tisto, kar rabaš in pojdi v štacuno po tisto, kar na listku piše in pojdi v trgovino, ki je manjša. Ne? Če tudi je kakšen evro dražje, vse načeloma je to vse tam. Ampak prišel boš ven s tistimi izdelki, po katere si šel in se boš sfokusiral na to, da iščeš to, kar na listku piše in štacuna je manjša, manj časa boš prehodil in kar je še ena verjetnost, ne trdim, manjše trgovine niso toliko okužene s klimatskimi in raznoraznimi napravami, ki kaj veš, kaj devajo v zrak, kaj veš, kako je s temi Wi-Fi motilci, tudi o tem sem nekaj bral, da v bistvu je ful vpliva na možgane, tako da dajte rajš zbrati manjše štacune, pa narediti kompaktne nakupe, ne? Torej, da greš v štacuno, kupaš stvari za 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 dni in pol te ni. Ne? To je taka rešitev, ne? Ker meni se česke glad. Sabina je imela 3-krat možnost to videti, ker sem rado čist nervozen. Ampak veš, to je tisto, kar rečeš, padeš ven, ne? Ampak če imam možnost se izogniti, se izogneš, ne? Ampak absolutno pa ni trgovina, kjer bi jaz rekel, ko dober, ne, ful uživam, ne? No fucking way, beži ven, ne? V naravi pa uživam, torej okolje vpliva na ljudi, ne? Mnoga več, ne? Čim manj v centre vedno prideš ven zmozgan, no to pa zdaj že čutimo in enaki občutki zmozganosti so tudi ob določenih ljudeh in tudi tega se je treba kar, bom rekel, zavestno odmakniti. To je to, dragi moji. Sobota je za nami, 10 pa 3 minute je. Mi smo rekli, bomo naredili na 2 uri oddaje, 2 uri je za nami. Soboto smo obdelali iz naslova Biblije, iz naslova duhovnosti, iz naslova čaščenja sobote, iz naslova razumevanja sobote, kot prispodoba, kaj to pomeni v razlagi, ko umira ego. Kdor je to zgodbo današnjo zamudil, od začetka se bo zavrtela, kaj pa je Sven takoj, ko pride nazaj, upam, da kaj okrog 12, pa čez. Da imate malo to prispodobo, da ne boste zapadali v to, da jaz ne praznujem velike noči, ne, da ne boste rekli tega, pa da ne boste rekli, ja, velika noč, to je pa tisto, kar jaz vsako leto grem žegnat. Se rozadubil, kako sva že rekla, intelligence, kaj sva že rekla, so bi naprej s tem vencem? Nekaj je bilo s tem vencem. Praviš, da greš v trgovino vedno s ščitom nevidnosti in mi ne zagunca vibracije. Sabina, da svaka čast.
Marjana, praviš, da smo si pa podobni, okrog štacune. Saj jaz mislim, da kdor je v zavesti že dvignen, ne more več v te trgovske centre. Jaz mislim, da je to tako. Jaz mislim, da je to tako. Ne glede na zaščito, jaz sem šel vedno noter Sabina v štacuno. When we all give together, we all give the best. Dragi moji, želim vam prečudovito soboto, lepa jajčka, močna jajčka, da ne boste padali. Pa da takole zakorakate po kuhinji. Kdor zmore, kdor pa rabi tišino, pa ne se usede v tišino. Jaz sem sta hudga ven, že en čas in želim, da začutite to in da pridete, ker life is life. Smo živi in zdravi, tukaj smo. Dragi moji, želim vam prečudovit dan in seveda vse dobro. Čau, čau. señorito la pena sabrá, no dirty Sánchez e pericolo pendara. Sì, sì, pericolo che pericolo
dirty Sanchez e pericolo ventaja. Filippo Pelito, pericolo ventaja. Sereca querida, pericolo ventaja. And you call when it's over, you call it your last. Every minute of the future is a memory of the past. 'Cause we all gave the power, we all gave the best. When everyone gave everything in every song, everybody sang. Bottle, bottle, a bop, bop, bop. Ba-da-da-bop. Ba-da-da. Da-da-da-da. Filippo Pelito, señorita la venta sábana. Todo dirty Sanchez e pericolo ventaja. Filippo Pelita, pericolo ventaja. Filippo querida, pericolo ventaja. And you call when it's over, you call it your last. Every minute of the future is the memory of the past. 'Cause we all gave the power, we all gave the best. When everyone gave everything in every song, everybody sang. Yeah, boy, this was. Woo! When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas.
raise me up to more than I can be. They walk among us, the ones unseen, with a destiny to awake from the dream. Their souls are ancient, their light unbound, a force of nature where hope is found. Chosen one, the veil is torn. A path you chose before you were born. Souls of power, forged in light. Your fire rises through space and time. Hear the call, they've seen the signs, the hidden truths between the lines. Awaken now, that time has come to guide the world toward the sun. Rise, chosen one, the veil is torn. A path you chose before you were born. Souls of power, forged in light. Your fire rises through space and time. The pain that shattered lit the flame. A spark that grew through endless rain. The chosen rise, their purpose clear, to cast out doubt and conquer fear. Chosen one, the veil is torn. A path you chose before you were born. Souls of power, forged in light. Your fire rises through space and time. The earth is stirring, the stars ignite. The chosen rise to claim the night. A sacred fire, a world set free. The light will echo through eternity.
Si lahko v prvi vrsti, stopiš sam korak naprej, do kamor sežejo ti prsti, in čim bolj na glas povej. Stopiš ven iz te sredine, stopiš sam korak naprej, iz množine do vsebine, in čim bolj na glas povej. Še malo više, še malo dlje, stopi pred vse, ne kriči srce. Roke više od neba, da objameš pol sveta, ker če daš, nekdo ima. Lahko v prvi vrsti stopi, tam je več idej, do kamor sežejo ti prsti, in čim bolj na glas povej. Stopi ven iz leporečja, stopi sam korak naprej, strgaj nitko iz povprečja, in čim bolj na glas povej. Še malo više, še malo dlje, stopi pred vse, ne kriči srce. Roke više od neba, da objameš pol sveta, ker če daš, nekdo ima. Ker če daš, nekdo ima.